Pogledali si bomo osnovne lastnosti kombinatorike in verjetnostnega računa. Pa začnimo kar z osnovnim izrekom kombinatorike. Zdaj ta se sliši zapis zelo takšen zakompliciran. Izbiramo neko stvar v k korakih. Da bo lažje razumljivo, si kar predstavljamo. Recimo, da imamo 4 žogice. Številkami 1, 3, 5, 7. In zdaj izbiramo neko stvar. Recimo, da mi rečemo, da izbiramo 3 žogice. Torej pomeni, da bomo imeli k 3 korake. Pri čemer imamo v vsakem koraku določeno število možnosti. Se pravi, v prvem koraku lahko izberemo koliko žogic? Ja, 1, 2, 3, 4 žogice. Kaj pa v naslednjem koraku? 3 in še v enem koraku 2. V vsakem koraku določeno število možnosti, potem je število vseh možnosti enako produktu posameznih korakov. To pomeni, na koliko načinov lahko te žogice izberemo. 4 krat 3 je 12, krat 2 je 24 možnosti. Če recimo pogledamo še en primer. Nejc ima na razpolago 3 različne čepice, 5 različnih majčk, 3 hlačke in 4 različne pare čevljev. Se pravi, mi želimo obleči nekega poba, dali bomo čevlje, dali bomo neko majčko, hlače in čepico. Zdaj, na koliko načinov lahko določimo čepico? To je prvi korak. Ker so 3 različne čepice, lahko izbiramo med 3. Na koliko načinov lahko izberemo majčko? Ja, na 5 načinov. Kaj pa hlače? Zopet na 3. In pare čevljev na 4. To pomeni, možnosti za oblačenje 3 krat 5 je 15, krat 4 je 60, krat 3 je 180 možnosti. To je tako imenovan osnovni izrek kombinatorike, rečemo tudi pravilo produkta. To se v bistvu vsaka možnost je odvisna od tiste možnosti, ki je bila prej, zato zmnožimo. Obstaja tudi pravilo vsote. To je takrat, ko sta si stvari neodvisne med seboj. Recimo, da imamo števila 3, 4, 1 in zdaj rečejo, lahko sestavimo dvomestna ali tromestna števila. Na koliko načinov lahko sestavimo tromestna števila iz teh 3 številk? Zdaj, recimo, če se lahko te števke ponavljajo, lahko prvo izberemo na 3 načine, drugo še vedno na 3 in tretjo tudi še na 3. In to so 3 mestna števila. Vseh možnosti za 3 mestna števila je torej 27. Dvomestna števila pa lahko prvo izberemo na 3, pa drugo tudi na 3. To pa pomeni, da imamo še 9 možnosti. Lahko je to ali to čisto neodvisno med seboj, zato to seštejemo, je 36, to potem rečemo tudi pravilo vsote. Se pravi, če imamo več možnosti, jih lahko med seboj seštevamo. Včasih za lažji prikaz vseh možnosti narišemo kombinatorično drevo. Recimo, če bi imeli črke A, N, T pa R. In zdaj poglejmo. Prvo črko lahko izberemo ali črko A, ali črko N, ali T, ali R. Kaj pa naslednjo črko? Če lahko vsako samo enkrat uporabljamo, lahko potem uporabimo. Če je A prva, lahko je tukaj N, lahko je T, lahko je R. Če je N prva, je lahko tukaj A, pa T, pa R in tako naprej. Zdaj naslednjo črko ostaneta še 2. Se pravi, recimo tukaj T ali R. In če smo izbrali T, ostane pa še samo ena možnost R, tukaj samo ena možnost O. In ko to naredimo za vse, se to imenuje kombinatorično drevo. Zdaj bomo pogledali pa prvi pojem, to so permutacije. Permutacije so vedno brez ponavljanja. O permutacijah govorimo takrat, ko moramo porabiti vse, kar je na razpolago dano, torej porabimo vse in je zelo pomemben vrstni red. Recimo, če imamo črke N, L, A, T, S in zdaj koliko različnih besed pod narekovaje, ne bojo vse besede, nimajo vse pomena, lahko sestavimo iz teh črk, seveda se lahko vsaka samo enkrat pojavlja. Na koliko načinov lahko prvo črko izberemo? To so v bistvu 5 korakov imamo in prvo črko lahko izberemo katerokoli izmed 5, torej na 5 načinov.
Pa naslednjo, ja, eno smo že porabili, ostane nam še 4. Torej na 4. Naslednjo, ja, še na 3, pa še na 2 in še na 1. To je to. Permutacije v našem primeru 5 elementov. Vidimo, da lahko ta zapis padajočih števil 5 krat 5 minus 1 je 4, krat 3 krat 2, tako naprej, zapišemo tudi kot 5 fakulteta. Temu rečemo fakulteta. Se pravi, produkt števila od 5 pa do 1. In to je število naših permutacij. Recimo, če bi imeli pa števke 1, 3, 9, to so 3 števke. Na koliko načinov lahko izberemo prvo? Ja, na 3, pa drugo na 2, pa tretjo na 1. To so permutacije 3 elementov, to je pa 3 fakulteta. Se pravi, permutacije so vedno takrat, ko uporabimo vse, kar je dano na razpolago. Naslednja možnost so variacije, najprej brez ponavljanja. To pomeni, da se bo vsak element ponovil točno enkrat in da ne porabimo vsega. To je recimo tole. Imamo številke 3, 1, 2, 4, iščemo pa 3 mestna števila. Na koliko način lahko prvo število izberemo? Ja, 1, 2, 3 na 4. Potem smo recimo to številko uporabili, nam ostanejo še 3. Torej, naslednji korak so 3 možnosti, potem so pa ostanejo še 2 številki. Aha, vse skupaj je 4 krat 3 je 12, krat 2 je 24 možnosti. To imenujemo variacije. Torej, variacije so takrat, ko je vrstni red pomemben, ampak ne porabimo vsega. V tem primeru bi rekli v našem, da imamo variacije 4 elementov tretjega reda. Zdaj, ena možnost je, da si pač napišemo, ker je tretjega reda 3 prostorčke, pa ugotovimo, tako kot smo mi naredili, koliko možnosti je na vsakem. Lahko pa rečemo, aha, v bistvu bi mogli to dati kot 4 fakulteta, to je tukajle, n fakulteta, ampak mi nočemo, da bi od 2 naprej šlo, zato je potem to 4 minus 3, tole je n, to je r, tega reda, fakulteta. In je to 4 fakultete deljeno z 1 fakulteta. Zdaj, to je kar 4 krat 3 krat 2 krat 1 fakulteta. Takole lahko zapišemo, pa 1 fakulteta vspodaj, se fakulteti pokrajšate in ostane točno to, kot je bilo na začetku. Če bi imeli recimo variacije 7 elementov tretjega reda, zopet imamo možnost, da pač rečemo v 3 korakih bomo izbirali, zato ker je R3, to je naš R, in je to 7 krat 6 krat 5, lahko pa po formuli, se pravi N fakulteta, to je 7 fakulteta, R je pa 3 fakulteta. In, pardon, ne 3 fakulteta, ampak gospodi N minus R, to pomeni 7 minus 3, to je 4 fakulteta. Zdaj pa to zgoraj napišemo 7 krat 6 krat 5 krat 4, pa ne napišemo do konca, napišemo kar fakulteta, ker je avtomatsko to 4 krat 3 krat 2 krat 1. Delimo 4 fakulteta in dobimo isto, kot smo dobili tukaj na začetku. Pač katerkoli možnost lahko izberemo. To so naše variacije brez ponavljanja. Lahko pa imamo variacije s ponavljanjem. Še vedno je pomemben vrstni red, še vedno ne porabimo vseh elementov, lahko pa katerega od elementov uporabimo večkrat. Recimo, da imamo števila 1, 2, 3, pa še 4, tako. In zdaj sestavljamo 3 mestna števila. 1, 2, 3. Na koliko načinov lahko izberemo prvega? Ja, na 4. Kaj pa naslednjega? Ja, ker lahko vsako števko večkrat uporabimo, to tako, kot da bi dali nazaj in zopet rečemo, koliko izberemo? Je zopet med 4. Pa naslednjo tudi med 4, se pravi, bi bilo tukaj 4 na 3. To bi pa rekli, da so to variacije 4 elementov tretjega reda s ponavljanjem. In po formuli je to N, kar je v našem primeru 4, na R, kar je v našem primeru 3. In to je potem 64. To so variacije s ponavljanjem.
Potem imamo pa še eno možnost, to so pa kombinacije. Pri kombinacijah, podobno kot pri variacijah, ne porabimo vsega. Pomembno je pa to, da ni pomemben vrstni red. Recimo, imamo na razpolago 5 majčk, recimo modro, zeleno, rdečo, rumeno in še črno. In mi bi radi s sabo na potovanje vzeli 3 majčke. Na koliko možnosti lahko to naredimo? Ja, zdaj, prvo majčko, če bi za začetek bil pomemben vrstni red, izbiramo torej med 5 elementi, to pomeni, da je naš N5, izbiramo 3 majčke, torej tretjega reda. Vsako majčko lahko vzamemo točno enkrat, zato je to brez ponavljanja. Prvo majčko lahko izberemo na 5 načinov, naslednjo na 4 in potem na 3. Ampak imeli smo 3 elemente. Če smo zapisali tako, smo upoštevali vrstni red, zdaj bomo pa delili število možnosti tega vrstnega reda. Na koliko načinov lahko 3 majčke med seboj postavljamo? Ja, to je lahko prvi način, pa lahko damo trojko, dvojko zamenjamo, je drugi način, potem lahko damo na prvo mesto dvojko, pa je tukaj enka, pa tukaj trojka, pa zamenjamo druge dve. Ali pa damo tukaj trojko, pa tukaj enko, pa tukaj dvojko in še enkrat trojko, pa tukaj dvojko, pa enko. Tako vidimo, da 6 možnosti je, če vlečemo tako, da bi bil vrstni red pomemben. To je pa v bistvu kar 3 fakulteta možnosti, ne? Zato delimo s 3 fakulteta. Zdaj, 3 fakulteta je torej 5x4x3, 3 fakulteta je 3x2, trojko računamo, dvojko še zberemo in dobimo, da je 10 možnosti. Na tukaj imamo pa vzgori formulo zapisano. Koliko je to? Kombinacije n-tih elementov r-tega reda, se pravi v našem primeru bi bilo to kombinacija 5 elementov tretjega reda. Najprej torej izračunamo variacije, tukaj je še vrstni red pomemben. Variacije 5 elementov tretjega reda, ker pa 3 elemente med seboj premikamo lahko in vrstni red v resnici ni pomemben, bomo delili s permutacijo 3 elementov. Zdaj variacije lahko izračunamo ali po formuli, ali po tem načinu, da je to pač kar 1, 2, 3, možnosti 5x4x3, permutacije so pa 3 elementov, 3 fakultete, torej 3x2x1, pokrajšamo in dobimo teh naših 10 možnosti. Lahko pa to, da imamo kombinacijo 5 elementov tretjega reda, zapišemo tudi s tako imenovanim binomskim simbolom. Napišemo kar 5x3. In mi vemo, da je to kombinacija 5 elementov tretjega reda, kar že vemo, da je to v bistvu n fakulteta vzgore, vspodaj damo pa tega fakulteta, pa še odštejemo 5 minus 3, 2 fakulteta in to poročunamo. Bomo še nekaj takih primerov naredili. Recimo, če imamo kombinacije 12 elementov 8. reda. To je v bistvu po binomskem simbolu 12 nad 8. In to zdaj vemo, da je isto kot kombinacija 12 8. reda, se pravi moramo najprej variacije 12 elementov 8. reda napisati in deliti z permutacijami 8 elementov, ker vrstni red za to ne bo pomemben. Ali pa si kot binomski enostavno zapomnimo, da je to 12 fakulteta deljeno z 8 fakulteta krat 12 minus 8, 4 fakulteta. Zdaj to poračunamo. 12 krat 11 krat 10 krat 9 krat 8 fakulteta. Vspodaj večjo fakulteto pustimo, manjšo pa zopet razvijamo. 8 fakulteta pokrajšamo. Zdaj pa recimo 4 krat 3 je 12 črtamo, pa še 12, 2 pa 10 črtamo, pa je to 55 krat 9 možnosti kombinacij 12 elementov 8. reda. Seveda lahko imamo tudi kombinacije s ponavljanjem. To pomeni, da bi lahko določene številke večkrat vzeli. V tem primeru bi dali potem pač namesto variacije brez ponavljanja, variacije s
ponavljanja. Ampak ponavadi so kombinacije brez ponavljanja. No, poglejmo še, pri tem bi omenila še to, da če dobimo kje zapis nič fakulteta, je to vedno ena. Recimo, če imamo kombinacije 4 elementov z 4. reda, pa 4 elemente lahko na en sam način vzamemo ven. To je isto kot 4 nad 4. Po definiciji je pa to najprej 4 fakulteta, v spodje 4 fakulteta, potem pa še 4 minus 4 nič fakulteta. Zdaj 4 fakulteta pa 4 fakulteta se krajša, potem je 1 deljeno z 1 krat nič fakulteta je tudi 1 in je potem 1. Se pravi, kombinacije 4 elementov 4. reda. Ali pa če imamo kombinacije 4 elementov ničtega reda, se pravi, da jih nič ne bomo vzeli ven, tudi to mora 1 priti. To je zopet 4 nad nič in je zopet 4 fakulteta, v spodje nič fakulteta, pa 4 minus nič je 4 fakulteta, pa se zopet pokrajša in nastane 1 deljeno z nič fakulteta, ker je 1 deljeno z 1 je še vedno 1 možnost. No, za konec pa si poglejmo še, za konec razlage, potem bomo pogledali še nekaj nalog, kaj je to verjetnost dogodka. Recimo, če imamo pošteno igralno kocko, na kateri vemo, da je ponavadi 6 pik, zdaj kakšna je verjetnost, da pade, dogodek A naj bo, pade 6. Ja, 6 je ena od teh ploskev, ena od možnosti. Koliko pa je vseh možnosti? Ja, lahko pade 1, 2, 3, 4, 5, 6, torej 6 možnosti. Vseh možnosti je 6, koliko je pa dobrih možnosti? Dobra možnost je pa ena sama. In kakšna je potem verjetnost našega dogodka A? Ja, dobre možnosti deljeno s vsemi možnostmi. Gotov dogodek je takrat, ko je verjetnost 100%. To pomeni, recimo, da gotov dogodek pri kocki bi bilo, pade manj kot 7. Koliko je takih možnosti? Ja, 6. Nemogoče bi pa bil dogodek, da pade 7. Ne more paditi 7, če nimamo nikjer te možnosti postavljene.